Prodajte svoje premoženje in dajte ubogajnim. Naredite si mošnje, ki ne ustavijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vas zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša lebja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svadbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki bo gospodar v svojem prihodu našel budne. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride v drugi ali tretji nočni straži in jih najde tako, blagor. Vedite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil lomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti v uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Peter je rekel: Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse? Gospod je dejal: Kdo je torej zvesti in preudarni skrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da je odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar v prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče svojim srcu: Moj gospodar zamuja s svojim prihodom, in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se opijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel k dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve. Presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ni pripravil, ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in je storil kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. To je Kristov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, apostol Pavel zapiše v drugem berilu, da je vera zagotovilo tega, česar ne vidimo. Ne vidimo, a vendar v to resnično verjamemo in upamo. Ta trditev apostola Pavla daje ton današnji Božji besedi. V tej veri hodimo namreč in to je naša življenjska pot. Na tej poti našega življenja pa se dogaja mnogo. Iščemo in najdemo, izgubljamo, se veselimo, se jočemo, uspevamo in smo tudi večkrat razočarani. Vse to se, bratje in sestre, prepleta v našem življenju, dokler ne pridemo na cilj, za katerega samo vemo, da je, nič pa v tem, kakšen je. Vse, kar o njem vemo, je to, da je za nas dober, ker nam ga zagotavlja Bog, ki je sama in resnična dobrota. In prav v tej poti beremo najprej v prvem berilu. Abrahama pelje pot iz Ura na Kaldejska v obljubljeno deželo, v kateri Abraham ničesar prav nič ne ve. Samo sklepa, da je dobra, ker ga tja pošilja Gospod. Takrat je Abraham zares postal veren. In to velja za vsakega človeka. Človek je resnično veren takrat, ko se odpove svoji gotovosti zanašanju nase, svoji vsevednosti, temu, da misli in ve vse, kako ima vse v svojih rokah, namesto tega, da bi prisluhnil Bogu, četudi se Božji predlogi prav ničemer ne ujemajo z njegovimi človeškimi predstavami o življenju, sreči ali o dobrem cilju. Izstopiti iz osebne varnosti in gotovosti, kakor je storil Abraham iz Ura na Kaldejskem, kjer je bil doma, kjer je vse obvladal, kjer mu je bilo vse jasno in kjer mu pravzaprav ničesar ni manjkalo. In zakaj je to pomembno in kakšen cilj to tudi, k kakšnemu cilju to vodi?
Zato, ker smo samo tako tisti, ki ne bomo nikoli razočarani, ker verjamemo tistemu, ki je postavil našo življenjsko pot. Ker tisto, kar si zagotoviš sam, nikoli ne bo boljše od tega, kar obljublja in ti pripravlja Gospod. Če imaš Božje zagotovilo, da je pot, ki jo hodiš, pravilna, ne potrebuješ nikoli drugih zagotovil. Še več, prepuščaš to za teboj, na kar si navezan, brez česar misliš, da ne boš nikoli preživel. Abraham je zapustil za seboj materialno bogatstvo, neštete ljudi, s katerimi je bil povezan, bogatstvo, vse tisto, kar je imel, da bi lahko živel. In končno bil je se pripravljen tudi odpovedati najbolj dragoceni in najbolj pomembni stvari, ko je hotel darovati svojega sina, edinca, ki ga je ljubil nad vse. V veri, da Gospod ve, kaj dela in da kaj je prav, je sposoben tudi te žrtve. Abraham je torej podoba tega, v kar smo vsi poklicani. Nenehno zapuščanje tega, na kar smo navezani, zapuščanje znanega in hoja v smeri tistega, kar ne poznamo in kar nam v življenju ni znano. Zapuščanje vsega, kar nam je dano, da spoznamo, kako nič, kar imamo, ni naša pravica, ampak je v našem življenju Gospodov dar. Kaj je za to potovanje nujno, nam pa našteje Jezus v današnjem evangeliju. Nujno je najprej ostati budni, z opasanimi ledjami in prižganimi svetilkami. Po poti vere ne moreš hoditi prazen, zato je potrebna molitev, potrebni so vredno obhajani sakramenti, dobra dela, mnogi izrazi ljubezni do bližnjega, včasih pa tudi jasna beseda, ko posvarimo svojega bližnjega, če je na napačni poti, ali da se tudi sami pustimo posvariti. Ves čas mora biti v našem srcu misel na Gospoda. Sicer zapadamo v skušnjavo, da se je Gospod udalil od nas in našega življenja, da nas ne vidi, da mu nismo mar in posledično skušnjava, da bi delali tisto, kar se ne sme početi. In Gospod v našem evangeliju to lepo zapiše. Pretepati hlapce, pojedati in popivati in delati, kakor da Gospoda ni. Vsemu temu smo še kako priča tudi v današnjem svetu. Ker se večkrat obnašamo, kot da Gospodarja ni, se tudi pot pred našim življenjem vedno bolj izgublja in tako postaja naša prihodnost vedno bolj negotova. In vsa ta Božja beseda, bratje in sestre, ki nam je na današnjo nedeljo oznanjena, je zato, da se nam to ne bi zgodilo. Da ne bi izgubili trdnih tal pod tlemi, ampak bi pogumno vsak dan znova prevzemali najprej osebno odgovornost za resnično pravo življenje, da bi delali in opravljali svoje dolžnosti, če tudi ni vedno lahko in se nam kdaj pa kdaj tudi zamegli v duši in v naših očeh. Komur je veliko dano, se bo od njega veliko zahtevalo, pravi Gospod. In bratje in sestre, nam kot kristjanom je bilo veliko dano, zato se bo od nas še več pričakovalo. Prosimo torej Gospoda danes za milost žive, ljubeče, predvsem pa dejavne vere. Tiste vere, ki bo naše življenje vedno znova prepajala z Gospodom, da bo tudi naše življenje napolnjeno z resničnim krščanskim veseljem. Predvsem pa, da bomo tudi drugim, ki nas obdajajo v našem življenju, dajali resnični in pravi zgled, komu smo verovali. Naj Gospod blagoslavlja naše življenje, sami pa si prizadevajmo, da bomo živeli po njegovem evangeliju. Amen. Verujem